V Slovenskem etnografskem muzeju za manjšo občasno razstavo obeležujemo 300-letnico Škofjeloškega pasijona, spokorniške procesije, ki predstavlja Kristusovo trpljenje in motive stare in nove zaveze. Besedilo pasijona je po predhodnih uprizoritvah in predlogih zapisal kapucin pater Romuald Marušič. Rokopisni kodeks, datiran z letnico 1721, velja za najstarejše dramsko besedilo v slovenskem jeziku in najstarejšo ohranjeno režijsko knjigo v evropskem prostoru. Kodeks je shranjen v kapucinskem samostanu Škofja Loka, kjer je tudi nastal. Več o samem pasijonu bo povedala kustodinja Nina Židov. Škofjeloški pasijon so prenehali uprizarjati konec 18. stoletja. Leta 1936 so ga v nekoliko prilagojeni obliki zopet uprizorili, naslednje uprizoritve pa so bile leta 1999, leta 2000, leta 2009. Takrat so tudi sklenili, da ga bodo od takrat naprej uprizarjali vsakih 6 let, za uprizoritev pa bo nekako poskrbela tudi občina Škofja Loka. Tako je bila zadnja uprizoritev leta 2015, letošnja uprizoritev pa je žal zaradi koronavirusa prestavljena na naslednje leto. Uprizarjanje Škofjeloškega pasijona je pravzaprav zelo velik projekt, zato se ga običajno lotevajo, priprav nanj se lotevajo že pol leta prej. Pri pasijonu sodeluje več kot 1000 ljudi, med njimi pač prevladujejo amaterski igralci, ki so tako iz Škofje Loke kot tudi iz okoliških krajev. Za razliko od večine ostalih evropskih pasijonov, pri katerih gre za odrske uprizoritve, gre pri Škofjeloškem pasijonu za procesijsko uprizoritev. To pomeni, da se pač ti igralci pasijona premikajo po srednjeveškem jedru mesta, in sicer se premikajo na vozovih, na prenosnih odrih, na konjih in pa tudi peš. V samem mestu pa so potem postavljeni še 4 taki stalni odri, da rečem. Skratka, ta uprizoritev velja tudi za največjo dramsko uprizoritev pri nas na prostem. Škofjeloški pasijon je bil leta 2008 kot prva enota vpisan v register nesnovne kulturne dediščine. Hkrati s tem je bil leta 2016 kot prva enota iz Slovenije vpisan na UNESCOV reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Je del združenja Evropasijon in del evropske mreže za praznovanje Velikega tedna in Velike noči. Da je Škofja Loka res pasijonsko mesto, dokazujejo številni in raznovrstni dogodki, ki se odvijajo v času dnevov Škofjeloškega pasijona, ki so na sporedu tudi takrat, ko ni uprizoritev. Hkrati s tem od leta 2018 v Škofji Loki deluje pasijonska soba, ki je osrednji predstavitveni in informacijski prostor in tudi prva postaja na digitalizirani Romualdovi poti, ki povezuje 13 postaj pasijona. V Škofji Loki si je mogoče ogledati 2 stalni postavitvi o Škofjeloškem pasijonu. Prva je na ogled v Loškem muzeju, druga v kapucinskem samostanu Škofja Loka. Toliko za danes iz Slovenskega etnografskega muzeja. Lepo vabljeni na ogled te manjše priložnostne razstave ob 300-letnici Škofjeloškega pasijona.